Minulo soboto je župan mesta Ptuj, Miran Senčar, predal ključe in oblast princu letošnjega 57. kurentovanja Alešu Goričanu, ki se je v ta namen preimenoval v plemeniti Maksimilijan Gregorič. Dobrodošli na otvoritvi 57. ptujskega kurentovanja. Kurentovanje je na Ptuju velik dogodek, najbolj množični, in to že dolgo ni več samo festival mask, maskiranja, ampak je to tudi festival glasbe, likovne umetnosti, humanitarne dejavnosti in seveda veselja. Po decembrskem času, ko je euforija, ko si dajemo obljube in potem po malo manj veselem januarju, ko je te obljube potrebno začeti izpolnjevati, vsi Ptujčani komaj čakamo na kurentovanje. To je čas, ko se spustimo, ko se zabavamo, ko gremo v karnevalsko dvorano, pozabimo na probleme, seveda, ki pridejo potem ponavadi na tisto pepelično sredo. Ampak, kot je že tradicija, se veselim, da bom lahko predal ključ mesta princu karnevala, plemenitemu Maksimilijanu Gregoriču. Mislim, da se še ne zaveda, kakšno nalogo sprejema. Zdaj se še mogoče smeji, ko bomo dal vsa navodila, kaj mora v tem času narediti, bomo nasmešek izginil iz ust. Pripravil sem cel kup fasciklov, ki jih mora seveda oddelati. Pripravil sem cel kup nalog, ki jih mora opraviti v teh 12 dnevih. Ima na voljo 24 ur na dan in še noč, tako da verjamem, da bo vsaj nekaj od teh nalog uspel narediti. Zdaj, katere so te naloge, bom kasneje še povedal. Tiste najtežje, ena od njih je tudi ta, da mora v teh 12 dnevih postaviti brod čez Dravo, namreč, ko ste lahko prečitali, in izvedeli v medijih, zapiramo most, zato ker ga je treba obnoviti, in seveda, da bo čim manj slabe volje, bo naredil brod čez Dravo. Časa imaš malo. Potem seveda moraš opraviti par sestankov, zborov s četrtnimi skupnostmi, kjer mora rešiti nekaj najtežje probleme. Treba je postaviti oskrbovalna stanovanja, treba je rešiti urgentni center, skratka, srečno princ, z veseljem ti predajam ta ključ mesta, varuj ga, bodi nežen z izdatki, seveda prihodki pa so dobrodošli. No, tukaj pa so še fascikli, piše ga Cerogajke, namakalni sistem, četrta skupnost Puhlja, vse veste, Cerogajke, zemljišča mestne občine Ptuj, ceste mestne občine Ptuj, srečno. Spoštovani zbrani, veliko veselje in čast mi je, da smem stati tukaj pred vami kot aktualni princ. Sem Aleš Goričan, plemeniti Maksimilijan Gregorič, 16. princ Ptujskega karnevala. Gospod župan mi je s to predajo oblasti predal marsikatero obveznost, ampak nekaj je pozabil. Sedaj ni več on na oblasti, tako da te fascikle, gospod župan, ti predajam nazaj. Kakor vsi vemo, pustni čas je čas veselja, tako da, če so bili vsi ti problemi do sedaj nerešeni, bodo še teh 12 dni. Kdo pa sedaj lahko razmišlja na delo, ko pa je pred nami čas veseljačenja? Seveda bomo sprejeli nekaj novih zakonov in to je to, da do predaje oblasti se bomo samo veselili. Delali ne bomo, blagajna, kolikor vem, je tako prazna, tako da zakaj bi se sekirali, razmišljali o novih projektih. Bomo pa nekaj naredili, glede na to, da je potrebno narediti novi prehod čez Dravo. Ne bomo naredili brvi, bomo pa naredili rimsko galejo in se bomo z njo prevažali. Hvala vam, obiskujte vse te stvari, ki se v naslednjih dnevih še prihajajo. Imamo ogromno dogodkov in veselil se bomo, če boste nas počastili z obiskom, se tudi vi namaskirali in res doživeli ta 5-letni pustni čas. Podarili pa so mu tudi medaljo, s katero je postal evropski princ. Tako kot vsem dosedanjih princem podarjamo tudi medaljo Evropske federacije karnevalskih mest in Aleš
Goričan plemeniti Maksimilijan Gregorič, s to medaljo postajaš tudi evropski princ karnevala. Publika, en aplavz. Novemu županu je všeč, da je dobil oblast. To bo nekaj častnega, seveda da dobiš vsak dan ključe mesta, tako da se mi trudi, da bom dobro upravljal to funkcijo. Kaj se boste počutili v teh 10 dneh, v teh nočavih dneh? Ja, poskušali smo nekaj zabavati, župan mi je sicer naložil dosti dela, bomo pa videli, koliko bo dejansko tega upravljeno. Ptujski karneval, ki ga je Lonely Planet izpostavil kot 7. najzanimivejši festival na svetu, je hkrati edini, ki v sklopu dogajanja vključuje tudi dobrodelni družabni dogodek Obarjado. Oba dogodka sta v soboto napolnila ptujsko mestno jedro. Prav veselo pa je bilo medtem tudi na dvorišču Minoritskega samostana, kjer je 24 ekip kuhalo obaro iz različnih sestavin. Vse je pripravljeno, v lonec pa grejo same domače sestavine, korenasta zelenjava, korenček, koleraba, zelena, peteršilj in pa začimbe, katerih lahko ostane tudi malo skrivnost. Je kakšen način pri kuhanju obare? Ta mora biti počasi ali hitro ali kakšna skrivnost dodatna? Predvsem način je ta, da najprej prepražimo piščanca na olju in potem gremo dodajati zelenjavo, ker dobi potem ta zelenjava in vse to po piščancu okus. Pa obstaja kakšen poseben ključ za uspeh? Okrog rezultata oziroma tega vam ne morem povedati, kajti dosti ljubezni, dosti veselja in pa predvsem nota pomagati ubogim ljudem, zaradi česa smo prišli sem. Prvič ste letos tukaj? Ne, zavarovalnica, prej zavarovalnica Maribor, zdaj zavarovalnica Sava, smo udeleženi vse leta, od vsega začetka. In tudi v skupini sem vse leta. Pa povejte mi, kakšen je recept za obaro? Je tu kakšna sestavina, ki jo vi dodate posebej dodatno, ali imate vsi enake obare? Draga kolegica, kdaj vam je pa katera kuharica ali pa kuhar povedal skrivnost, tudi jaz je ne mislim izdati. Oprostite. Kaj pa so osnovne sestavine? To nam pa Ve se, osnovne sestavine so piščančje meso, čebula prepražena, malo kolerabe, začimbe, korenček, pa zalito z vodo. Obiskovalcem je obara očitno bila všeč. Neli je obara prvoklasna. Zelo dobra, okusna, prvoklasna. Upam, da bojo druge tudi tako dobre in da bo dobrodelno in da se bomo vsi ljudje tu najedli. Kaj pa je ta posebna? Kaj ste rekli, da ima nekaj? Ta posebnost pa je jetrni cmok, ki je zelo okusen, zelo dober, mehek, lepo prekuhano, zelo okusno. Lions Club že 12. leto pripravlja Obarjado, da bi zbrali denarna sredstva. Ideja se je rodila pred 12 leti v predpustnem času, bila je malo bolj v skromnem obsegu. Pred 2 letoma smo tudi menjali prizorišče, ker je bilo prvo prizorišče že premajhno. Danes je pa rekordno število ekip, 24 ekip, ki so se maksimalno potrudili, da lahko vidite. Kakšen je princip Obarjade? Kaj je torej namen? Kako poteka? Torej, zbiramo prostovoljne prispevke. Vsaka ekipa ima svojo skrinjico, kjer zbira denar. Zbrani denar pa potem namenimo letos za 2 namena. Razdelilnica hrane na Ptuju, ki bi jo radi zagnali s pomočjo mestne občine Ptuj. Drugi del pa namenimo otrokom za šolanje in socialno šibkih družin. Zakaj ravno Obarjada? Ja, ker kuhamo kurjo obaro, kar je na Ptuju najbolj pristno, ne? Super. Kaj pa obiskovalci, koliko jih danes pričakujete in koliko recimo imate izkušnje, da ste lani izbrali teh prispevkov? Ja, ocenjujemo, da jih bo prišlo 5000, vreme je lepo, cel dan se menjavajo obiskovalci, seveda ponudijo tudi haložana, dobro vino, tako da mislim, da bodo res lahko zadovoljni. Lani so zbrali okrog 5000 evrov in tudi letos upajo, da bo to uspelo. Marsikoga pa so razveselili že v soboto, ko so razdelili več kot 4000 toplih obrokov.